A obstaja sploh kdo, ki ne mara filmov? Go 2025. Gremo brezmejno. Tudi film je eden izmed programov, ki bo plemenitev Evropsko prestolnico kulture. Nova Gorica jo bo gostila v partnerstvu z Gorico. In Sedmi umetnosti je že dolgo časa predan tudi čezmejni kinoatelje. Mateja Zoran, dober dan. Pozdravljeni. Danes nas gostite tukaj v Gorici, kjer ima kinoatelje svoje prostore. Prav kinoatelje pa se pripenja na program Evropske prestolnice kulture z dvema dogodkoma. Kaj ste pripravili? Ja, res je, kinoatelje ima že dolgo tradicijo, leta 1977 je bil ustanovljen in od vsega začetka se posveča prav povezovanju čezmejnega prostora skozi film. V okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture smo nosilci najmanj dveh projektov. Eden izmed njih, Vzhod-Zahod, meja skozi film in zgodovino, je zasnovan večletno. Začeli smo z raziskavami avdiovizualne dediščine tega prostora, organizirali 3 simpozije, v letu 2025 pa nas čaka retrospektiva, ki jo bojo sestavljali tako dela v produkciji, bom rekla, slovenske oziroma jugoslovanske produkcije, še preden je seveda Slovenija postala samostojna, v dialogu z italijansko produkcijo. In ta dela, ki nekako vsa naslavljajo temo življenja ob meji in tudi reflektirajo, tako bom rekla, konflikte kot tudi te pozitivne plati, bodo z nami potovala po večjih evropskih prestolnicah in tako na nek način postali svetilnik za to, da bomo tudi publiko iz drugih koncev Evrope privabili, da dejansko obiščejo naši mesti in vidijo, kaj pomeni zares življenje na meji. Kajti ta meja je nam samoumevna, medtem ko ostala Evropa te naše zgodbe ne pozna prav tako dobro. Kaj opažate? Tako bom rekla, mej je v Evropi veliko, mogoče tudi marsikatera zgodba slična, podobna, pa vendar je naša unikatna. Tudi spreminja se skozi čas. Če smo nekoč bili mnogo bolj razdeljeni oziroma, bom rekla, na 2 poljih, na vzhodu in zahodu, je naša želja danes seveda skozi film povezovati tako prebivalce tega prostora, kot tudi filmske ustvarjalce in inštitucije, ki se s tem ukvarjajo. Dober dan. Dober dan, zdravo. Tukaj torej domuje vaš kinoatelje. Pripravljate pa, smo slišali, kar 2 projekta. Enega smo že naslovili, drugi pa je Kino Vozlišče. Zakaj gre? Kaj boste zavozljali? Ja, tako. Kino Vozlišče temelji na tem, da poskušamo skozi mrežiti, vozliti, povezovati različne kulturne in filmske institucije, festivale, produkcije čezmejnega prostora. Predvsem nas zanima znotraj tega audiovizualni sektor. Zelo smo veseli, da bo prav Kino Magnet, šolski abonma, ki je nekako del tega Kino Vozlišča, odprl Evropsko prestolnico kulture in bo del otvoritvenega vikenda. To bo dogodek, na katerem se bodo skupaj zbrali novogoriški in goriški učenci in dijaki. Ko rečem goriški, mislim tako slovenske kot italijanske oziroma zamejske osnovnošolce in srednješolce in si bodo skupaj ogledali film. Tega dogodka se še posebej veselimo. Poleg tega pa seveda znotraj Kino Vozlišča pripravljamo čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki se seveda ponovno vrača tudi v letu 2025, pa filmski tabor, različne delavnice, produkcije, pa tudi različna filmska doživetja, ki se bodo pojavljala tudi v okviru potujočega Kino Soča iz Onco Cinema. Torej potovali bomo tudi ponovno v odročne kraje, kjer ni primerne infrastrukture za kinoprojekcije, ter tam z našim projektorjem omogočili neke filmske večere pod milim nebom. Kar precej vsebin namenjate mladim. Kako pomembno je, da njih vzgojite v filmsko občinstvo pri tej poplavi vseh mogočih vsebin, takih in drugačnih? Ja, filmska vzgoja je zelo pomemben del Kino Vozlišča in na splošno delovanje kinoateljeja, vendar pa se mi zdi, da
ravno zaradi poplave, se pravi pametnih telefonov, vsega, kar mladi počnejo z gibljivimi podobami, je pomembno, da vstopajo v to tudi skozi morda neko bolj učno noto in da imajo možnost, da skozi kvalitetne filmske projekcije, pogovore z avtorji, lahko na drugačen način tudi dostopajo do recimo audiovizualne kulture. Filmskih vsebin torej ne bo manjkalo. Vabljeni k ogledu. Dobrodošli, privoščite si kakšen dober film. Ja, in se vidimo na EPK-ju. Čau! Čau!